Za agroživilsko panogo je dogajanje v avgustu vedno popestreno z sejmom Agra v Gornji Radgoni. Tudi zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru gospodarske zbornice, se tega sejma udeležuje pravzaprav izredno organizirano. Letos sodeluje z nami 36 podjetij, ki tukaj na sejmu predstavljajo svoje izdelke in blagovne znamke. Seveda ob tem pa, ko nudimo potrošnikom, ki so naša glavna ciljna skupina tukaj na sejmu, prikazujemo in nudimo v degustaciji izdelke, seveda pa tečejo tudi številni dogodki. In poleg tega, te rdeče niti letošnjega sejma internacionalizacije oziroma bodimo uspešnejši v izvozu, so pa za nas pomembna tudi druga strokovna srečanja, ki jih organiziramo. Danes bo teklo srečanje sadjarjev, predstavili bodo problematiko, s katero se soočajo in seveda pogledali, kaj se dogaja na trgu sadja okrog nas. V nadaljevanju jutri pričakujemo srečanje deležnikov SRIPA Hrana. Pomembno je, da se to mreženje nadaljuje in da nekako res intenzivno povezujemo tako podjetja kot raziskovalne in izobraževalne institucije. V nadaljevanju pripravljamo predstavitev kataloga javnih naročil. Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je v zadnjem letu intenzivno delala na pripravi kataloga, ki bo olajšal nabor in pa izvajanje javnih naročil živil. In pričakujemo 100 udeležencev. To je tisti stik, ki ga potrebujemo, kajti ti udeleženci prihajajo naravnost iz zavodov in so odgovorni za to, kakšna hrana se v naših zavodih naroča. Orodje pa, ki ga razvijamo, že zdaj žanje pohvale in res upam, da bo ta problematika, ki se plete že nekaj let okrog javnega naročanja, v bistvu bolj ali manj zaključena in se bomo lotili novih izzivov. Rdeča nit letošnjega sejma Agra je internacionalizacija. Živilci smo že tako in tako zelo dobri v izvozu, moram reči, da izvozimo praktično 26% svoje proizvodnje, kar pa je pomembnejše, mislim, da z novimi navezavami, z pomočjo gospodarske in pa politične diplomacije dosegamo neke nove mejnike. Tako da že zdaj tukaj na sejmu Agra povezujemo in navezujemo nove stike, nove ideje in se pripravljamo na nove delegacije, ki bodo odprle neke nove poslovne možnosti podjetjem. Tako bomo v mesecu oktobru peljali skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo poslovno delegacijo na Poljsko, kjer je v naš cilj, da se sestanemo z trgovci. Seveda za nas so le-ti najbolj zanimivi, kajti oni so odjemalci živilskih izdelkov. Pri internacionalizaciji potrebujejo posebno pomoč majhna podjetja, zato je pomembno, da jim nudimo neke vrste drugačna podporna okolja. In zato je srečanje mreže EIN, ki letos že drugič poteka v Gornji Radgoni, izredno pomembno. Letos se bo srečalo 70 podjetij in nekako skušalo navezati poslovne stike.